Topli poletni večeri, glasba, prijetna družba, pivo in komarji. Znano? A je še kdo med vami tisti, na katerem vedno sedijo vsi komarji? Zakaj so nekateri čist popikani, drugi pa zraven varni? Kaj je tisto, kar še posebej privlači te krvosese in kako je s tem povezana krvna skupina, izveste v tem videoposnetku. Živim, dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš in midva sva zdravstvena delavca, ki vam tukaj na tem kanalu običajno govoriva o različnih težavah z zdravjem, dietah, ščitanci, alergijah in tako naprej. No, danes se pa v bistvu ne javljava iz laboratorija, ampak iz dopusta. Ker je letos pa še posebej veliko komarjev posod, sva se odločila, da preveriva, koga imajo te pošasti najraje. No, ena izmed teorij je, da najraje sedijo na ljudeh, ki imajo prav določeno krvno skupino. A pa je to res? Ne bi bila midva, če ne bi želela tega preveriti. Vsake toliko časa pa tudi za znanost narediva kakšno neumnost, no, ampak ta danes je bila kar boleča. No, ker je pa en majčken del laboratorijskega dela tudi to, da ljudem jemljemo kri, smo od nekaj naših pacientov dobili podatke o njihovi krvni skupini in pa seveda tudi njihovo kri. A ja, mimogrede, če ne veste, katera je vaša krvna skupina in bi to radi izvedeli, lahko to brezplačno storite v Zavodu za transfuzijo v Ljubljani. Za ljudi dostikrat ne vejo, katero krvno skupino imajo, ampak so nam pa dali vzorce krvi za to, da lahko to preveriva tudi na dopustu v najnem prenosnem laboratoriju. Kaj so ugotovila, da še nimava tvoje krvi, da testirava še tvojo? Kaj tebe komarji žrejo? Evo jo, tukaj je, izvoli. A ne kar tako držim roko, pa čakam komarja, ali mi boš kri vzel? Ok, torej izbrala sva nekaj vzorčkov krvi različnih krvnih skupin in jih nastavila kot večerjo za ta mala zoprna bitja. Na kateri krvni skupini se je pa hranilo največ komarjev? Ni pa sam krvna skupina tisto, kar komarjem diši na določenih ljudeh. Pravijo, da so komarjem privlačne tudi določene barve. Mala črna oblekica in pa omamen parfum, tako za poletni večerni zmenek mogoče nista najboljša ideja. To ali to? Zdaj mislim, hočeš biti lepa ali hočeš biti požrta? Se so komarjem najbolj mamljive ravno osebe, ki nosijo črne ali pa rdeče kose oblačil, no na drugi strani pa jih bela, zelena, bež in pa rumena barva oblačil odbija. Poleg barv pa komarje privlači tudi ogljikov dioksid. Tega menda zavohajo že na dlje kakor 100 metrov. Enako kakor krvna skupina je pa tudi ogljikov dioksid nekaj, kar vedno nosimo s sabo. Ogljikov dioksid je v bistvu tisti plin, ki ga mi izdihavamo in več, ko ga izdihamo, bolj privlačimo komarje. Posledično so zato komarje tudi bolj privlačni ljudje, ki so zelo zadihani, med njimi pa tudi nosečnice. Nosečnice namreč izdihajo v poznejšem času nosečnosti za kar 21% več CO2 kot ženske, ki niso noseče. No, komarji pa jih imajo radi tudi zato, ker oddajajo prav posebne vonjave. Komarjem sta privlačna tudi znoj in pa mlečna kislina. Zdaj te pošasti hitro zavohajo, kdo je tekel, telovadil in se ukvarjal s katero drugo fizično dejavnostjo in ima zdaj muskelfiber. Privlačajo jih tudi mlečne kisline, ki se takrat proizvajajo v mišicah in izločajo skozi znoj. Poleg švica pa komarje privlači tudi toplota oziroma višja telesna temperatura. Zdaj, če ste fizično aktivni in potem ste fizično aktivni v sezoni komarjev, imate kar 50% več možnosti, da vas bojo pogrizali. To torej pojasnim, zakaj vedno vsi sedijo na tebi in na meni. Jaz čez cel cajt govorim, da mi bo enkrat prav prišlo, da ne telovadam. Ampak zdaj, če je res nekaj grozen, potem je to, da ne spičijo v stopalo. Tja med prste ali pa okrog gležnjev. Zakaj? No, komarji imajo med drugim radi tudi to, da je malo tako umazan, oziroma tiste bakterije, ki so pač tam del normalne flore, med prsti na nogah. Tako da, ne vem, mogoče se treba kdaj pa kdaj tudi tam malo bolj podrobno umiti. Očitno se moram jaz še malo umiti. In pa še ne nazadnje, cel point vročega poletja. Hladno pivo. Ena študija, ki so jo izvedeli v Afriki, je pokazala, da so bili moški, ki so pili pivo, komarjem precej bolj slastni od tistih, ki so pili samo vodo. Raziskava pa v bistvu pravi, da je že sam kozarc dovolj, da vas bodo komarji prej zbrali za žrtev kot ostale. Zakaj? No, nekateri strokovnjaki si to razlagajo s tem, da tudi komarjem paše hmelj, drugi pa, da alkohol dviguje telesno temperaturo, kar sva pa že prej povedala, da komarjem tudi paše.
Vedno se najde v družbi tudi nekdo, ki je komarjem še posebej privlačen. Ne glede na to, kam je oblečen in pa koliko je spil piva, pa kakšen parfum ima. Jaz se pravim, kadar si ti zraven, sem jaz varna. Pa dajmo zdaj pogledati, kako je s komarji in pa našo krvno skupino. Ko sva rekla na začetku, sva za komarje pripravila eno tako gurmansko večerjo. No, ni glih za Michelinovo zvezdico ali pa 2, ampak upam, da jim bo teknil. Sestavljeni iz različnih krvnih skupin v obliki self-servisa all you can eat buffeja. No, po neki študiji naj bi komarjem teknila najbolj v bistvu krvna skupina 0. Ljudje s to krvno skupino naj bi komarji pikali kar 2-krat pogosteje kot ljudi z najbolj pogosto krvno skupino, ki je v bistvu A, mimogrede. No, tako kot oskrbniki v živalskem vrtu nočijo glih, da jih tigri, ki jih hranijo, pač pojejo, tako tudi midva ne bi bila cela požrta, zato sva si prinesla zaščitno opremo. No, ljudje s krvno skupino B pa ne bi bili ravno nekje na sredini med obema. Verjetnost, da bo komar pičil nekoga, ki ima krvno skupino nič, je v bistvu v teoriji kar 83%. In ljudje s to krvno skupino tudi pogosto izločajo določene vonjave, ki so menda komarjem privlačne. No, na srečo pa imajo te ljudje precej manjšo verjetnost, da bodo zboleli za malarijo, ki je v bistvu bolezen, ki jo prenašajo te komarje. Aha, ok, rekla mati narava, ti boš pač cel popikan, ampak malarijo ti pa prihranim. Ful dobro. Ej, koliko teh je pičel? Ba, 1,5 jih pa je, ja. Mater, mene je 21, klele. Ja, ampak ti si vsaj varen pred malarijo, jaz pa nisem, ne? In tudi pri najnih pacientih oziroma njihovih vzorčkih sva opazila, da se je bila provedka z krvno skupino nič precej bolj obiskana in zaželjena. Podobno kot Dunajec, ki tako izmanjka v bifeju. Zdaj, koliko jih je na mojih nogah? Tapeti ste torej predvsem tisti, ki imate krvno skupino 0 in pa tisti, ki imamo krvno skupino B. To sva pa glih midva. Ta ploskanje, ki ga slišite, je, ko komarji pikajo Aleša, nočijo pa tiste krvi, ki sva jih pripravila za njih. Ajovci pa jo boste v primerjavi z nama odnesli 2-krat bolje. Komarje pa naj bi najmanj privlačila skupina AB. Mene jih je že 10 pičalo pod plat. Tam, ko so kao une bakterije, tako zgleda, da jim tam res diši, tako da... Še vedno pa obstajajo določeni redki srečneži, ki jih komarji skoraj nikoli ne pikajo, ne glede na to, katero skupino imajo ali pa vse ostalo, kar so naštela. Že tigrasti so, ki še bolj bolijo. Raziskovalci ugotavljajo, da njihova koža v bistvu izloča določene snovi, ki delujejo kot naravni repelenti. No, zgleda, da velja to, da je krvna skupina B relativno bolj varna v primerjavi s krvno skupino 0, glede na to, da imam tudi jaz gole noge, tako kot Aleš, ampak mene ni še nobeden pičil. No, mogoče bomo pa enkrat zaradi teh raziskav te komarjem smrdljive snovi lahko kupili tudi v steklenički in se zavedno znebili tega pikanja. Pa tudi, če se po naših žilah pretaka krvna skupina 0, smo v črnih oblačilih ali pa na veliko športamo. Do takrat pa lahko skrbimo samo za preventivo. Sam da me zdaj pa še kača pičla tlele. Ne biti predolgo v bližini stoječe vode, ki je v bistvu raj za komarje. A nisi že ravno zanč mi rekel, da že deci vode v bistvu lahko zaredi milijon ličink komarjev? Ne. Izogibajte se parfumom, odešavljenim milom in pa kremam. In upajte, da vam vaš zmenk tega ne zameri. To je bilo dobro, da zdaj pič tebe, namesto da se sede noter. Ja, veš kaj, nisem se naparfumala, pa še v belem sem, tako da upam, da ne. Ja, naparfumala se pa res nisi. To pa upam. Ne prežigati luči pri odprtem oknu, pač stara modrost, ampak še vedno deluje. Sredstva za žuželke uporabljate tako, kot je napisan na embalaži. Manjših otrok jih nanesite na oblačila in ne naravnost na kožo, dojenčkov voziček pa rajš pokrite sam z mrežo. Postavite tudi mrežo proti insektom, tudi na okna pa vrata. Če pa nič drugega ne pomaga, vam pa vedno preostane tudi to, da veselo ploskate. Evo ga. Nisem ga. Čeprav na svojo krvno skupino nimate vpliva, zdaj veste, kako se obleči za večerni poletni zmenek in česa ne naročiti za pit, da bi se čim bolj izognili tej pikajoči nadlogi. Midva se s tem videom in nasveti poslavljava do jeseni, zdaj pa zares. Če mi je bil video všeč, nama stisnite like, vedno pa ste vabljeni tudi v gledu kakšnega starejšega videoposnetka na najinem kanalu. Želimo vam čim prijetnejše poletje in čim manj pikov. Se vidimo v jeseni. Vi pa seveda še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Pa tukaj ima jeden, pa tukaj ima jeden. Tlele me je tudi eden, tlele me je eden. No, ampak kakor pa vidite, pa te naši napisi dobijo čist drug pomen.